Mi smo ga nekajkrat poslušali priklicati, da bi se udeležil izvršilnega odbora Slovenske kmečke zveze, ki je bila v torek, v sredo v Gornji Radgoni. Nismo prišli do njega. Kot sem pa dejal, pa sem, mislim, da v petek z gospodom Petrom Griskom govoril. Moje prvo vprašanje mi je bilo: Peter, kakšno plačo imaš? In to vprašanje mislim, da sem še dvakrat ponovil. Odgovora ni bilo. Povedalo se pa je to, kar se govori za ves čas v medijih, da je to plača 3. Poleg tega, kot sem dejal, sem ga pozval, da zadevo razloži argumentirano, vsebinsko, skratka, da dokaže, da vsi ti očitki, ki so bili navedeni v posameznih prispevkih, da to ovrže na novinarski konferenci. Do sedaj ni storil niti eno, niti drugo. Razočaran sem bil nad zadnjim intervjujem, ki je bil, mislim, da včeraj da objavljen v enem od medijev, kjer kljub vsem pozivom, ki so bili ne samo strani mene, ampak mnogih znotraj stranke, da vendarle pove, kakšna so dejstva, da je tudi v tem intervjuju podal isti odgovor takšnega, kot ga pač daje vsem nam. In s tem se mi preprosto ne moremo strinjati. Hvala lepa. Da še dve drugi vprašanji. Obdavčitve nepremičnin, kakšno je vaše stališče stranke, pa podržitve kruha oziroma odkupne cene žita? Kar se tiče zakona o davku na nepremičnine, ga v Slovenski ljudski stranki v celoti zavračamo. Razlogov za to je kar nekaj. Prvič, obdavčitev kmetijskih zemljišč, kmetijskih gospodarstev oziroma vsega tega, kar imajo kmetje kot nepremičnine, je absurdna. Absurdna in še več kot absurdna. Potrebno je vedeti, da kmetje v tem trenutku plačujejo katastrski dohodek. Torej so že na nek način obdavčeni. Z tem davkom bi bili še enkrat obdavčeni. Skratka, ta segment je totalno zgrešen in absurden. Drugi moment, ki je po moji oceni podobno, nepravičen in ni prava rešitev, pa je ta, da bi nekdo iz Slovenije z nepremičnino 100 kvadratnih metrov na enem koncu Slovenije plačeval davek dvakrat višji kot nekdo z istim stanovanjem, z isto kvadraturo 100 kvadratnih metrov na nekem drugem koncu Slovenije. To je približno tako in razmerje, kot se zdaj kažejo, bi naj bilo, da bi ta davek bil v večjih mestih bistveno nižji kot na podeželju. To bi lahko približno primerjali s tem, da bi me danes nihče želel prepričati, da je davek za 100 kvadratno stanovanje v središču Londona nižji kot pa davek za 100 kvadratno stanovanje v središču Ljubljane. Poslušajte, to res ni resna zgodba. In ta zakon je potrebno zavrniti in zapisati neko popolnoma drugo zgodbo, popolnoma drugi zakon z popolnoma drugačnimi izhodišči. Jaz menim, da če državljan za isto zadevo plačuje različni davek, da je to tudi po moji oceni, pa nisem preverjal, ampak tudi ustavno sporno. To bi bilo popolnoma enako, da bi za 2 avtomobila, pa si izberimo, ne vem, katerega koli, Renault Clio, da bi za Renault Clio v Murski Soboti plačal en davek, v Ljubljani pa plačal drugi davek. Je pa kakšna je to država? Mislim, to je popolnoma zgrešena zadeva in v Slovenski ljudski stranki to absolutno zavračamo. Kar se tiče kruha, mislim, tudi to zadevo bo potrebno enkrat
se resnično soočiti v Sloveniji, namreč razdelitev pogače znotraj, bom rekel, od samega kmeta pa do tega, da tisti izdelek pride na polico. Nemogoče je, da prvič potrošniki plačujejo dragi kruh, po drugi strani pa kmetje ne morejo preživeti za prodaja pšenice. Tako da, kakršnokoli dvigovanje cene kruha v tem trenutku je nespodobno. Je nespodobno. Potrebno je namreč vedeti, da je cena pšenica nedolgo tega, leto ali dve nazaj, bila izredno visoka. Izredno visoka. In da mislim, da je v tem času padla skoraj za pol. A ste vi morda slišali, da bi kateri od trgovcev iz tega naslova morda znižal ceno za 1 cent? Jaz tega nisem slišal. In prosim, pogovarjati se sedaj o tem, da bomo dvignili ceno kruha, mislim, bi mogli vdariti po mizi, hudiča. Pravijo očitki, da gre za kartelna dogovarjanja tudi tukaj v živilski industriji, na trgovci. To bi seveda težko komentiral, ampak bi verjel, ker sicer, ampak poglejte, to smo pravzaprav na isti temi. Tu bi morala odločilno vlogo odigrati tako Zadružna zveza, kot tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica. Jaz mislim, da sta ti dve inštituciji poklicani za to, da bi udarili po mizi. In to tako udarili po mizi, da bi miza padla na 2,5. Se opravičujem, če sem malo